Dober dan, lep pozdrav v novi epizodi podcasta na kanalu FSSPX Slovenija. Danes se bomo poglobili v en zelo pomemben dokument iz leta 1969, ki je zaznamoval začetek tradicionalnega odpora proti novi maši in proti liturgičnim spremembam v okviru liturgične tako imenovane reforme. In sicer gre se za eno kratko študijo, esej, ki ima v italijanščini naslov Breve esame critico del nuovo sordo misse, ki bi ga v slovenščino prevedli nekako kot kratki kritični pregled ali študija novega obreda maše. Zato je danes spet z nami pater Vončina, ki nam bo pomagal razumeti pomen tega dokumenta. Kot vedno, hvala za to priložnost. Torej, ta naš podcast Christus Rex smo že sedaj napravili že nekaj teh epizod. Torej, Breve esame critico, ki ni le neki zgodovinski dokument, ki bi nekje nastal in ni več pomemben, ampak je preroški glas, ki še vedno opozarja in je opozarjal na teološke in pastoralne nevarnosti te liturgične reforme, oziroma zdaj so že dejstva. In to bomo tudi bolj natančno zdaj opredelili. Pojdimo lepo po vrsti. Super. Pater, lahko najprej pojasnite, v kakšnem zgodovinskem kontekstu je nastal ta dokument? Ja, seveda, leta 1969 je papež Pavel VI uvedel novi obred maše, sicer natančneje je napravil najprej Missale Romanum dokument 3. aprila 1969, potem pa sam obred je kasneje stopil v obvezno veljavo na prvo adventno nedeljo. Torej, če naj to imenujemo reformo, je temeljila ona na dokumentih in na določenih željah drugega Vatikanskega koncila, posebej seveda na dokumentu o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium, ampak je šla precej dlje ta tako imenovana reforma, kot bi si mislili zlasti večinoma ti koncilski očetje, sploh ti bolj konservativni, sredinski in tako naprej. Torej, ne moramo reči namreč, da je bilo to samo reforma. Reforma pomeni spet postaviti pravo obliko, spet vzpostaviti obliko, ki se je malo izgubila. Seveda ni se izgubila nobena oblika, ampak neki manjši popravki so gotovo bili potrebni, ali pa bi bilo dobro, da se neke manjše stvari naredijo, ne bi bilo napačno, ampak oni so seveda šli precej dlje. Nekaj let že so uporabljali v cerkvi prehodni misal, par stvari so mu odščipnili. V osnovi je še vedno bil isti obred, ampak so že bile v bistvu neke napačne stvari odstranjene. Tukaj pa pri novem mašnem obredu, novo sordo mise, je šlo za popolno preoblikovanje, torej je bila prav druga oblika zdaj tukaj. In zdaj, če se da drugo obliko, je ponavadi v nevarnosti tudi vsebina. Ne? In smo videli, da je tako in bomo tudi še povedali. Tako da lahko rečemo, da je prišlo do prave revolucije, ne pa do reforme. Zdaj bo kdo rekel, da porabljamo neke ostre besede, ampak hočemo biti nekako nevšečni, ampak hočemo govoriti resnico in nočemo lagati ljudem, ne? Pač naj se tudi sami malo prepričajo o tem. Kardinal Alfredo Ottaviani, takrat je bil že upokojeni prefekt Kongregacije za nauk vere in
kardinal Antonio Bacci, ki je bil znani latinist, sta se podpisala pod ta dokument, ki ga predstavljamo, in predstavila papežu ta dokument. Izrazila sta globoko zaskrbljenost, upravičeno, kot bomo videli, in sta zato poslala ta dokument kot nekako dejanje vere in skrbi za samo cerkev. Ja, ta dokument je v mednarodnih krogih poznan, tudi sam sem prvič slišal kot Ottaviani Intervention, ampak oni dva potem niste napisala tega dokumenta, ali kako? Napisali so ga med aprilom in majem istega Annus Terribilis, če tako rečemo, drugi izjemno sposobni učenjaki, kot recimo pater Gerard de Laurier, dominikanec. Kasneje se je sicer izneveril, ampak je bil zelo sposoben teolog, zelo ukorenjen v izročilu in vse, kar je potrebno. Šel je potem v sedevakantistične vode, razvil tezo Kasičakum, sedeprivacionizem in tako naprej. Potem je bila zraven pisateljica Kristina Campo, potem monsignor Domenico Celada in še drugi. Seveda podpora je bila strani pomembnih osebnosti nekdanjega Cetus Internationalis Patrum, ki so bili ta, kako bomo rekli, tradicionalna manjšina, ampak zelo močna in glasna na samem drugem Vatikanskem koncilu. In seveda tukaj monsignor Marcel Lefebvre tudi in monsignor de Castro Mayer in tako. Spravi, monsignor Lefebvre je uporabljal najprej ta prehodni misal, ampak je ugotovil, da je ta misal samo neka preteza za te tle inovatorje, ker so hoteli popolnoma se oddaljiti, sprevreči celotno bogoslužje, ker celotno bogoslužje, ne samo mašni obred. Mašni obred je en del bogoslužja, gotovo najpomembnejši, ampak tudi brevier, tudi vsi zakramenti, zakramentali, blagoslovi, vse to spada zraven bogoslužju. Tako da vse so hoteli spremeniti in so tudi spremenili kasneje. Tako da tudi nadškof Lefebvre je kasneje v Bratovščini prevzel še zadnjo različico, ki je bila zanesljiva za vero. Torej različico misala iz leta 1962. Tam so sicer že bile določene spremembe, ki so nastale vmes, še pod papežem Pijem XII, pa seveda nekaj potem pod papežem Janezom XXIII, ampak kot tak ta misal z 62 še ni bil težaven za vero kot tako, medtem ko prehodni misal je že bil do neke mere problematičen, so že neke stvari manjkale v njem, kot recimo pristopne molitve, Leonove molitve in tako dalje. Včasih se človek malo zakvačka, ker razmišlja morda v kakem tujem jeziku, v italijanščini, angleščini in tako porabi kakšno tako besedo, ampak dobro. Se pravi, je že predstavljal nek določen odmik in vsi ti možje, torej, ki so napravili ta brevezame kritiko, so želeli doseči, da se novi mašni obred umakne. Ampak niso uspeli, šlo se naprej kot buldožer na revolucionarni način. Edino, kar so popravili, je bilo v uvodu, v ta misal, ki je bil dodan, ta uvod v rimski misal. In papež Pavel VI je tudi hotel nekako pojasniti v nekem spremnem pismu, zakaj gre v to, zakaj se gre v to v cerkvi in tako dalje. Ampak je delo spet neke akrobacije in tako dalje. Torej, kar so popravili, je bilo v tem uvodu neke dvoumne protestantsko obarvane formulacije, maše,
kaj je to maša in tako, ne, ker so tam razlagali, da je obed, da je spomen zadnje večere in take stvari, ne. Torej, dodali so ta žrtveni vidik, ki naj bi se ohranil, ampak dejstva je treba pokazati, ne samo govoriti, da še vedno so, ne. Kot pravi apostol Jakob, ne, pokaži mi svojo vero in jaz ti iz svojih del pokažem potem svojo, ne. Tako da vera brez del je mrtva, ne, se pravi, imamo mrtvo črko na papirju, pravzaprav, da obstaja ta žrtveni vidik, v resnici se pa v novem mašnem obredu praktično ne vidi tega vidika, ne, tako da kot mnoge take stvari je tudi to ostala mrtva črka na papirju. Tako da na prvo adventno nedeljo, na moj god 30. novembra 1969, na godu tvojega sina, ali kako je že ta noga? Ja. Je, dobro. Namreč Andrej, ne, sveti Andrej, je postal torej ta novi obred maše za vse duhovnike latinskega dela katoliške cerkve obvezen in do te dani praktično prepovedan. Vemo potem, kaj se je dogajalo, vabimo pa vse, da se tudi sami te stvari preberete, kar se je objavilo, se pravi papež Pavel VI, pa ta uvod v rimski misal, Novus Ordo Misse, ne, pa te stvari pa tudi seveda breve zame kritiko, ampak to bomo še povedali, ne. Tako da ti strokovnjaki in ta dva podpisana kardinala in škofja in tako z argumenti spodbijajo, spravi, ne veljavnost kot tako novega obreda, ampak da je izjemno nevaren za vero in da bodo seveda iz tega slabe posledice, kar se je potem izkazalo za resnično. In kaj bolj podrobno potem pravi ta breve zame o novem obredu maše? Takole sta napisala recimo en odlomkič iz spremnega pisma. Novus Ordo Misse tako v celoti kot v podrobnostih predstavlja presenetljiv odmik od katoliške teologije svete maše, kakor je bila oblikovana na 22. zasedanju Tridentinskega koncila, ki je z dokončno določitvijo kanonu obreda postavil nepremostljivo oviro proti vsakemu krivoverstvu, ki bi ogrozilo integriteto, celostnost cerkvenega učiteljstva. Ne, spravi, je določil merila, ne, kanoni so merila, ne, v teh okvirih se gibljemo, ne, in pravijo, novi mašni obred se od tega oddaljuje. Zdaj, če pogledamo malo te ključne točke, najprej, kot smo že omenili, zameglitev katoliškega nauka o žrtvenem vidiku daritve svete maše, ne, ker je sakrificium, ne, se pravi žrtev, ne, ampak mi v slovenščini imamo besedo daritev za to stvar, ampak pomeni žrtev, ne, se pravi, novi obred ne več poudarja, da je maša na nekrvavi način darovana žrtev, da je spravna daritev. Ne, spravna daritev, spravna žrtev, ki se daruje Bogu za odpuščanje grehov. To je eden od ključnih vidikov maše, ne. Se pravi, so štirje, ne, se pravi, eden je ta, se pravi, spravni vidik, žrtveni vidik, ne, in ta je premalo poudarjen. Ostali trije so seveda slava in čast Bogu, slavilni častilni vidik, hvala, zahvala in prošnja, ne, se pravi, to so ti štirje vidiki. Pravzaprav lahko rečemo, da še najbolj je poudarjen ta zahvalni vidik, ostali niti nekaj dostno. Pak dobro. Torej, Novus Ordo je v nekakšni obliki pripovedi, ne, spravi, tudi glas se ne spremenja in tako naprej, ne, ni nekaj glasno, nekaj polglasno, nekaj potihem in tako naprej. Namesto ponavzočenja krvave žrtve na nekrvavi način,
je neki spomin, ampak ne žrtve, temveč spomin zadnje večerje, ne, za katero se marsikdaj, smo tudi že rekli, zadnjih 60 let trdi, da pri zadnji večerji na veliki četrtek in tako, da tam ni bilo žrtve, naj ne bi bilo žrtve. Ne. Torej, pripoved nekega dogodka, ne. In seveda spominski obed potem takem, ne, tudi to. Spravi neka družbena zadeva, ne, tudi to. Torej, neko srečanje, nek simbolični obed, mi se tukaj zberemo, ker dobro v srcu mislimo, bi rekel dr. Prešeren, ne. Ampak vemo, da to je pisal v Zdravljici, ne, Zdravljica je bila pač, kadar se hpitju zberejo, ne, bratje, tako da to je druga zadeva. Maša naj ne bi bila lih to, no. In da ni nek simbolični obed, to se pa dostikrat zreducira vse skupaj, ne. Tako da tudi to, pa tudi nevarnost, da ni več resnične in bistvene Kristusove navzočnosti, ampak samo še simbolična navzočnost, ne. To je pa tisti skrajni vidik protestantizma, ne. Ker če vemo, Luther je rekel, da je hkrati kruh in hkrati Kristusovo telo, ne, kompanacija, ne, da se zgodi, da ni transubstanciacija, ampak kompanacija, se pravi, da sta še zmeraj navzoča tam, se pravi, substanca kruha pa Kristusovega telesa, da sta hkrati navzoča, ne, da ni popolnega spremenjenja v bistvu, ne. Se pravi, to so te velike nevarnosti, ne? To je ta vidik. Potem zmanjšanje vloge duhovnika je drugi vidik. Ne? Duhovnik, ki postane voditelj, ali če gledamo v teh ostalih jezikih, je predsedujoči, ne? Zbranim. Sedi sprede, ne? Sej v bistvu je res, ne? Dostkrat bolj sedi kot kaj drugega, ali pa tam skače, ali karkoli že dela, ne? Nek, kako bi rekli, v koloniji, kako so že tisti animatori, ne, kolonije. Ja. Z mikrofončkom tle. Ja. Ja. Ja, potem se tudi kot predsednik se obrne proti ljudstvu. Ne, ja, tudi ljudstvu. To seveda, ja. Tudi to. Se pravi, je na isti ravni nekako z verniki, ni več razlikovanja, torej tudi med službenim, skupnim ali krstnim duhovništvom. Tudi, če vidimo, ne, tudi kako so potem gradili te cerkve in tako, ne, tudi tam se potem vse skupaj zgublja in se postavlja na neko isto raven, ne, tudi to, da ni več dvignjeno in to. Ampak vse to je povezano tudi z družbo, konc koncev, ne, ker tudi v šolah in to se se pravi kateder umaknilo, ne, kateder ni tista miza mišljeno, ne, ampak kateder ali katedra, ne, v latinščini, je tisti podest, ne, ki je bil malo dvignjen, ne, nad občinstvo, učencev, študentov, slušateljev in tako, ne. Spravi, iz družbe je to prišlo v cerkev, ne, ta, kako bomo rekli, demokratičnost, ne, kako. To smo tudi neki predstavljali v oddajah o poklicih, ne, če se malo spomnimo. Potem tretja stvar, mislim, da je tretja, ne, je protestantski vpliv, torej izražanje, neki so umaknili, ampak precej je ostalo, simbolika, celo molitve, kjer najdemo očitane komunizem, recimo tvoje je kraljestvo, tvoja oblast in slava vekomaj, ne. To, kadar molijo Oče naš, protestanti so to dodali, ne? Kako zdaj v katoliški cerkvi, kjer ni bilo nikdar tega, ne? Torej, v protestantski smeri ta ekumenizem, seveda, ne? Potem gre tudi še v druge strani, ampak vendarle najbolj v neki protestantski smeri in tukaj je razvodeni katoliški nauk. Vemo, da je bilo, bomo potem povedali še malo bolj natančno, 6 protestantskih
opazovalcev, ne? Ampak vemo, da niso samo opazovali, ne? Niso bili tam samo s kokicami in Coca-Colo, ne? Da bi gledali film, ne? So bili zraven, ne? Tako da te stvari. Potem še ena stvar, zmanjšana navzočnost nadnaravnega, ne? Bogoslužje oziroma obred, kot si že sam poudaril, horizontalen, ne? Vodoraven, usmerjen na skupnost, ne na Boga, zaprt krog. Ne? Se pravi, namesto usmerjenosti naprej in navzgor, verniku po duhovniku, zaprt krog. Poleg tega tudi, to se sklada s to drugo točko, da se močno zabriše ta odločilna vloga duhovnika, ne? Se pravi njegova posredniška vloga. To so nekako te kritike, zdaj smo podali te nekako 4 točke, smo strnili noter in danes ta liturgična in verska kriza to samo še potrjuje, da je bilo res tako. Ne? Oni so se bali takrat in so izrazili kritiko. Moramo reči, da so bili edini pravi odziv, edina prava kritika tega novega mašnega obreda in resno se nihče ni spravil in odgovoril na to, ne? Pa argumentirano seveda. Ne? Papež sploh ne. Pač papež je naročil novemu prefektu nekdanjega svetega urada, kot se je imenovala ta se pravi kongregacija za nauk vere, hrvaškemu kardinalu Franju Šepru, je naložil, naj se odzove, ne, naj pregleda ta brevezame kritiko. On je seveda to prebral na hitro in zavrnil, je rekel, to je popolnoma zgrešeno, je površno, ampak ni podal nekih pravih argumentov za te svoje trditve. Samo tako pavšalno je vrgel v koš, bomo rekli. Ne? Kasnejši misal je zato, kot smo že omenili, papež Pavel VI dodal omenjeno uvodno pismo svoje. Ne? Tam je pojasnil, jaz sem šel zaradi tega in tega razloga v to. Se pravi, liturgično gibanje tam, Sveti Pij Peti je to in to napravil, jaz pa to in to. Podobno kot tudi papež Frančišek, ne, potem, ko je napravil Traditionis Custodes in tisto tudi omenil Svetega Pija Petega in to. Spravi liturgično gibanje, vse te stvari. Ampak moramo biti pošteni, ne, to je bila neka zaplata, tudi tisto, kar so popravili v tem uvodu v rimski misali, ki je bila slabša od raztrganine na obleki, kot pravijo pregovorno Italijani. Ne. Torej, to, kar so predložili, vidimo, da je podobno tem stvarem, kar so tudi zdaj predlagali kardinali in tako s svojimi dvomi ali dubja, ne, kjer so jih predložili. Ostalim papežem so tudi kdaj kaj predložili, pa ni bilo nekega pravega odgovora. Ne. Pavel VI, kot smo rekli, ni hotel sam neposredno odgovoriti, kot papež Frančišek tudi ni hotel sam neposredno odgovoriti. Eden od ključnih snovalcev ali lahko rečemo arhitektov liturgične reforme je bil monsignor Annibale Bugnini, lazarist, in je, kot smo rekli, sodelovalo 6 protestantskih pastorjev, tudi Max Turjan iz tezejske skupnosti, in je izjavil med drugim, eden od sadov Novo Sordo bo morda ta, da bodo nekatoliške skupnosti lahko obhajale sveto večerjo z enakimi molitvami kot katoliška cerkev. Teološko je to mogoče. Se pravi, se vzame ta novi misal in se lahko obhaja protestantski obred, ki je parkrat na leto, se ga obhaja, drugače se ne obhaja tega, ne? To moramo vedeti. Drugače berejo svetopismo in pridigajo, ne?
parkrat se pa obhaja tudi ta sveta večerja, ne? Se pravi spomin zadnje večerje. Ne? Tako, se pravi, ena besedna zveza se spremeni, ne? To je to. Ne? Tako da 12 teologov je napisalo v francoščini, Kristina Campo je prevedla italijanščino. In to se je potem podalo papežu. Seveda, kardinal Ottaviani in kardinal Bacci sta dokument malenkost priredila, da bi bila, vse vemo, včasih če je pregrenko zdravilo ali pa propolis ali pa tisto se da malo cukrčka zraven, ne? Ampak le malo sta priredila, bistveno nič. In tukaj lahko podamo še primer kardinala Sirija, dženovskega ali genovskega nadškofa, ki mu je bilo to ponujeno, da tudi on podpiše, ampak je rekel, jaz se ne strinjam z vsebino tega dokumenta in jaz tega ne bom podpisal. To pa omenjamo zato, ker hočemo povedati, da ta neka konservativna drža, ki tudi zdaj se jo vidi, ne, z novim papežem in podobno, je nevzdržna. Ne moramo to zdržati, ker hiša gori in mi upamo, da se bo požar sam pogasil sam od sebe, ampak ne bo temu tako, ne. Ok. Lahko se zdaj še preusmerimo, pa naredimo primerjave med novo mašo in tradicionalno mašo, da si lahko ljudje malo predstavljajo. Ja, spravi, to ni neka poglobljena študija, ampak neki primerov, neki očitnih primerov je noter, ne, tako da dajte si tudi sami prebrati to zadevo, se bomo potrudili, da bomo tudi napravili, da bo na voljo v slovenščini, da se bo moglo tudi v slovenščini to prebrati, ampak podajmo nekaj teh primerov. Najprej, kot smo že omenili, obrnjenost duhovnika, ne? Se pravi, prej je bil ad orientem, ad dominum, kot rečemo, se pravi obrnjen liturgično gledano, ne izmeraj prav tako dejansko obrnjen proti vzhodu, ampak liturgično gledano proti liturgičnemu vzhodu, ne? Torej obrnjen k Bogu, obrnjen k kralju, ki prihaja, torej Kristusu, obrnjen k soncu, ki vzhaja pravičnosti, soncu pravičnosti, spet Kristusu, ne. Novus ordo praktično vedno, razen izjem, ki potrjuje pravilo, je duhovnik obrnjen k ljudstvu. Tradicionalna maša potem vsebuje številne tihe molitve tudi, ne, ki ljudje vejo, da so, ampak duhovnik jih moli potihem, ker takrat se pogovarja z Bogom, samo Bog mora tisto slišati, ne? Bog je seveda vsemogočen, pa vse sliši. Tako da, če bi kdo mislil, da to ni tako, Bog se sliši, Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme, ne, se vemo, ampak mi kljub temu grešimo, ne. Smo prepričani obratno. Tako da tihe molitve, potem številni pokleki, ki jih je precej več, poljubi, ki jih praktično jih ni več, ne? Razen na začetku in na koncu, ne? Oltarja namreč in tako. Pa tudi drugi poljubi so še, ne? Tudi ministranti, strežniki, ne? Ki predmete in tako poljubijo, ne? Potem številni spokorni elementi, ki se zmanjšajo, ki se celo umaknejo in tako naprej, ne? Se pravi konfiteori, ki se zreducira konfiteor, ne? Ni več vseh svetnikov naštetih in tako naprej. In iz 3 konfiteorjev, ne, če je med mašo tudi obhajilo, potem so 3 te konfiteorjev, ostaja samo 1, ne? In pomeni spet, duhovniki in verniki so na isti ravni, ne? Ne potrebuje enkrat izreč tega kesanja duhovnik, enkrat strežniki v imenu ljudstva
enkrat ljudstvo skupaj s strežniki pred Obhailom, ampak vsi skupaj, ne. Potem ni teh elementov, ki bi poudarjali svetost, spokornost, skrivnostnost in tako, ne. Novo sordo, kot smo zdaj kar povedali, zelo poenostavljen, brez tišine, brez občutka za sveto. Resni liturgisti so lepo rekli, ne, tišine ti ne moreš predpisati, ali je že vsebovana v obredu, ali pa je ni. Ne moreš ti reči, tisto je nenaravno, ne, tam so nam neki rekli, ja, po pridigi se pejte malo usest pred veroizpovedjo, ne. Pol smo rekli, ja, dobro, tako si bodo verniki vsaj oddahali od tistega, kar so slišali pri pridigi, ne, tako da vemo malo te stvari. Spravi, ni naravno tisto, ne, da se neki tam vmes umetno uvaja neke stvari, ne, kot bi bili trenutki tišine, če jih pač obred kot tak že ne vsebuje. Še tam, ko bi lahko bila tišina, se zmeraj na glas odgovarja, ne, recimo obred darovanja, če je tiha maša, da ni petja in tisto, pejte v katerokoli cerkev, ne, razen pri meni, ki dejansko je bila tišina, ne, ampak tam je, ne, hvaljen bo Gospod vesolja, ne, Bogu čast in hvala vekomaj, ne, mora biti zmeraj neki, ne, tako da to damo en tak primer, konkreten. Potem jezik, ne, prej je bil tradicionalni jezik, ne, zdaj ali je bila latinščina, ali je bila recimo tudi star cerkvena slovanščina, ne. Torej, precizen, teološko bogat jezik, ne, to so mrtvi jeziki, ne. Torej, sveti jeziki so zmeraj mrtvi jeziki, pomeni, da so enkrat zavedno bili kodificirani, zaradi tega, ker moderni jeziki se zmeraj neki spreminjajo, ne. Tisto, kar je še pred nekaj leti veljalo v jeziku, zdaj se ne več uporablja, je že precej drugačen jezik, ne. Tako da te stvari se uporablja precej bolj vsakdanji dvoumen jezik in neke stvari se opuščajo, korektnost in tako dalje, ne. Potem vidimo, ne, pridejo namesto bratje in sestre že obrnejo sestre in bratje in tako dalje, ne. Verjetno pol čez nekaj časa, ali kako bi rekla moja prijateljica, ki je doma s Češke, čez nekaj malo časa, ne, smo se malo smejali zmeri. Bojo verjetno rekli samo še drage sestre, ne, ali kako se pravi. Ja. To je bilo na filozofski fakulteti, ne. Drage osebe. Drage študentke, ne, da so tudi moški mogli biti študentke. Se pravi to, ne, zdaj, dajte tudi sami si malo prebrate stvari, ampak v bistvu so nekako ti vidiki predstavljeni. Ja, jaz bi morda samo dodal iz čist konkretnega vidika človeka, ki je hodil dolgo časa na en obred in zdaj hodi samo še na drug obred. Te stvari po določenem času morda jih ne znaš sam izraziti, ampak ko enkrat vidiš konkretiziranje v takem zapisu ali pa v neki strukturirani kritiki, vse te razlike med obredoma zdijo očitne, a ne. Sam že intuitivno to opaziš, zato je tudi tako čuden iti videti spet tisto obred, ki si ga imel prej za samoumevnega. To sem hotel samo dodati iz vidika laika, ki je bil opazovalec pri obeh obredih. Ja, in kakšne posledice je potem imel ta esej Breve zame? Ja, če gledamo človeško, ni imel posledic. Ni uspel preprečiti nove maše, se pravi uvedbe nove maše, ampak, kot tudi sam praviš, je nek ključni temelj za tiste, ki
branijo izročilo. Ne? Če hočeš imeti neko podlago, da je kratka in tako, se lahko uporabi ta breve zame kritiko in imaš kaj povedati. Ne? Spravi, večina ljudi, ki se vrne k tradicionalni maši, potrebuje neko tako stvar, ker zmeri ti neki govorijo, zakaj moraš to, zakaj ono. Jaz pa ne maram latinščine, ne razumem tega. Ne? Pač vidimo, torej, da je bil preroški ta glas teh dveh kardinalov oziroma vseh, ki so stali za tema dvema kardinaloma. Zdaj vidimo pač kriza vere, praznjenje cerkva, zmeda glede zakramentov, glede vsega pravzaprav zmeda. Vse to pač korenini v tako imenovani liturgični reformi, ne? Ampak to je bilo več kot reforma in ne samo v liturgični reformi. Ne? V bistvu v tem, da cerkev je šla za svetom v smislu tedanjega časa, tedanjih modernih stvari, ampak kot tudi sam si izrazil, če se še vedno gre v te stvari, ta reforma, te stvari, to je obstalo v 60-ih letih pravzaprav, niti ne v 70-ih, v 60-ih letih. Ne? Tako da, ne vem, ni več aktualno in zato tudi verjetno ni več toliko zanimivo. Tako da, breve zame kritiko je pa še vedno aktualen, ne? Tudi v tem letu 2025, že ko smo, še vedno aktualna zadeva. In tradicionalni vernik, kot pravimo, ima neko osnovno podlago in dobi tukaj v breve zame kritiko za svojo, kot rečemo, apologijo tradicionalnega obreda, posebej sveta maše dovolj materijala, da lahko stvar zagovarja, da lahko brani, da argumentira te stvari, ne? Zakaj se za to odločil, zakaj hodi k temu in tako naprej. Ne? Ja, če smem dodati, je dokaz za to, da je ta spis še vedno in ta kritika, ta linija kritike še vedno zelo aktualna, ravno te pogosti ugovori ljudi proti obiskovanju tradicionalne maše, kot recimo ne razumem latinščine, se počutim odrezanega, ne vem, kaj se dogaja in tako naprej. Vidimo, da je prišlo do tega, kar je ta dokument in kar so kritiki nove maše in liturgične reforme napovedali. Dejansko med ljudmi se je na glavo obrnilo razumevanje namena liturgije, namena svete maše, a ne kot zadostilne žrtve in ne kot nekega dogodka, kjer se zbiramo, kjer nekaj doživljamo in tako naprej. Ne. Prav, če je to pošteno reči, se je obrnila ta obrnil smisel v naših glavah, obrnil smisel obiskovanja svete maše. Ja, pravzaprav lahko rečemo, da nekako simbolično rečeno, da so zabrisali vse ostale vidike iz velikonočnega tridnevja, je ostalo samo vstajenje. Ne? Mhm. Tako, čisto simbolično rečeno in vidimo, da je res tako. Ne? Spravi, ni več žrtve volje, ni več smrti volje, ni več trpljenja, ni več smrti na križu in tisto, ampak samo veseli vidik in triumfalni vidik in tako naprej. Ne? Mhm. Ok. Bi za konc morda še kaj dodali, pa povedali poslušalcem. Ja, da pač ta breve zame kritiko nas vabi tudi danes, da predvsem ljubimo resnico, se ne bojimo jo oznanjati, braniti, to je preroštvo, ne? Se pravi, ljubiti resnico, iskati resnico, zagovarjati resnico, se ne bojimo vprašati, kaj je v veri pristno, večno,
in tako naprej. Da te stvari iščemo, da hočemo najti, ne? Da nismo zadovoljni z nekimi, kako bomo rekli, pripravljenimi že pred 60 in več leti odgovori, ne? Vidimo, da nam nič ne odgovorijo. Tako da, tradicionalna maša je seveda bogatstvo cerkve in ni preteklost, je sedanjost, je aktualnost, je prihodnost in vse vabim, da jo tudi odkrijejo in odkrijete in tudi berete te dokumente z enim odprtim srcem. V redu, hvala vsem za poslušanje. Če vas zanima več, vabim, da si pogledate našo spletno stran fsspx-slovenija.si, da se naročite na ta kanal, date všeček, delite oddajo. Nazadnje povabljeni, da pridete k Sveti maši na Vert v Mariboru. Ure so na voljo na spletni strani in tudi, da kaj darujete za naš apostolat, za oddaje kot so ta in za članke, pa tudi za izdajo kakšne knjige. Na voljo bo ena knjigica svetega Alfonsa in potem še kaj drugega, pa tudi, da darujete za novi priorat na Hrvaškem. To je to. Hvala lepa za poslušanje še enkrat in nasvidenje. Z Bogom.